Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni, danes je čas, da si jaz mečkam počistam omaro in vse tiste kose, ki jih ne rabimo več, vržem stran oziroma se jih znebim, da bo pač omara malo bolj zadihala. Pa pejmo, tale je v redu, te sicer res nisem imela že 2 leti, ampak vse mogoče bom še uporabila. Joj, tam je sicer čist premejhna, ampak če bom kdaj shujšala, bom ziher še imela. Tale je sicer res malo ven z mode, ampak moda se itak skozi vrača, tako da verjetno jo bom še uporabila. Tale, joj, tam mi sploh ni barva všeč, sploh ne vem, kdo mi to prinesel, ampak ne bo kar tukaj. V glavnem, stran, očitno ne bom zaenkrat vrgla še nič. Tam je tudi všeč, Ma ne ostanejo, zaenkrat pa bom jaz to drugič naredila. Zdaj, a je to prav ali ne, a sem jaz v bistvu mogoče preveč celo navezana na tele moje oblekce in oblačila, a bi se morala rešiti tistega, kar mi v bistvu ne služi več. Zdaj ne govorim več samo o oblekah, ampak tudi recimo o odnosih, navadah, službi in še čemu. Zdaj, o vseh teh neumnostih, ki jih v bistvu počnemo zaradi navezanosti, se bom danes pogovarjala z Rokom in Andrejem. Lepo pozdravljena oba dva. Torej, za začetek recimo, Andrej, če začneva kar midva, zdaj to kopičenje stvari, recimo, to je en tipičen prikaz, kako nekako šparamo, pa smo nekako navezani. A je to slabo? Jaz verjamem, da samo po sebi nič ni ne dobro, ne slabo. Na nas je, da naredimo s tem, kar imamo, največ, kar se da. S tem, da nenavezan biti ne pomeni biti smotan, pa hladen, pa neodgovoren ali pa nezainteresiran, ampak preprosto probati vedeti, da je naša naloga, da narediš vse, kar lahko s tem, kar ti je bilo dano. Ali je to obilje, ali je to slava, ali je to lepota, ali so to obleke. In ne bi smeli, po mojem mnenju, se ničemur za brez veze odpovedovati, hkrati pa probati biti dosleden, pozoren, vedeti pa hkrati, da tako kot nak prideš, se pravi na ta svet. Tudi praviloma druge nimajo žepov, večina njih, in tudi ne moreš kaj, boh ve, veliko vsega se bojo odvzeti. In en prijatelj me je pred leti navdušil, ki si je po pomoti 3 prste odsekal in je trpel 2-3 tedne res močno zaradi tega, se pravi razumljivo, ampak po 3 tednih je pa rekel, lej, v končni fazi jaz dojamem, da nekje vidim, da ne smem na nezdrav način si lastiti ne prijatelju, ne službe, ne punce še posebej, ne plus v končni fazi tudi telo, v neki fazi vidiš, da ne. Ja. Kaj pa, Rok, ti recimo, si bolj za minimalizem? V današnjem času je to kar umetnost, ne? Ja, jaz bi tle rekel, da je pomembno ločiti, kar mi danes ne znamo. Eno so res potrebe, res tisto, kar rabimo, eno je pa tisto, kar sta svet želja, in moram reči, da nas ta sodoben, bi lahko rekel, potrošniški sistem ravno tam zna zelo dobro spodbuditi in se ujamemo v te pasti. Točno to, ker včasih smo imeli na voljo, ne vem, par izdelkov, nekaj veliko časa nisi niti prebil v trgovini, še manj pa študiral, kaj boš vzel. Tako lažje je bilo kupiti hlače, so bile 1-2, ampak hočem reči, da rabimo, tudi ni treba, da se odpovedujemo vsem mogočem, ampak da ločimo med tistem, kar je res tisto, kar potrebujemo, in tisto, kar potem začnemo kopičiti. To je pa seveda lahko čisto materialno ali pa tudi nematerialno. Kopičimo lahko odnose, izkušnje, potovanja. Skratka, tudi to je del tega kopičanja, ali pa izobrazbo pa tako naprej. Se pravi, nekako ločiti moramo v družbi, kaj je tisto res, kar nam omogoča življenje in normalno in blaginjo, kaj pa tisto, kar nas pa na nek način ovira, duši, imamo tega vsega preveč in pol moramo imeti tako znamko, pa tisto znamko in tako naprej. Skratka, toliko mogoče. No, in ko smo ravno recimo pri teh, pravite, pravite oba, da moramo nekako ločiti, kaj je torej uporabno in kaj ni, oziroma pa kje je ta meja, kdo jo pravzaprav določa, recimo, Andrej? Mejo. Jaz verjamem, da je zdrava kmečka pamet en dober indikator tega, kaj početi, pa če se ne početi intuicijama, vsak izmed nas v srcu, s tem, da eni jo ignorirajo, eni jo ne. Moj dedek je rad rekel, najprej se bomo zmenili, pa tako bom jaz rekel. In spet v odnosih je velikokrat treba vedeti, pa znati z občutkom dojeti, kje kaj narediti, pa česa ne delati. Zato verjamem, da je naša naloga preprosto razum trenirati, hkrati pa znati v vsaki dani situaciji začutiti, kaj narediti, česa ne narediti. In verjamem tukaj, da je res, če se vedno probaš na to navezati, da narediš tisto, kar je treba, tisto, kar je prav, ne glede na to, kakšni bodo rezultati tega, reče se, da če bi rad bil všeč vsem, ne postati, ali ne učitelj, Rok isto ne uči v šoli, ne postati predavatelj, ne postati TV voditelj tudi, ampak raj postani sladoleder, če bi rad samo mnenja ostalih vedno probo božati. In verjamem, da jaz sem pristaš tega, da ni čisto vse relativno,
Da so določene stvari univerzalne ali pa neke absolutne, za gravitacijo vemo, za določene ostale ne vemo. In zato zelo priporočam preučevati spise modrosti različne, imamo v vseh kulturah verodostojna učenja, katerih, če jih resnično razumeš, živiš, prakticiraš, prva nagrada sta neustrašnost, druga je pa nenavezanost. To pomeni naučiti se vse, kar počneš, smiselno uporabljati za višje dobro, menihi bi rekli recimo za Boga. Tole recimo bi jaz vzela zelo hitro lahko za sveto, ko govorimo recimo o materialnih stvarih, ker pridemo pa enkrat na odnose, ne, Rok se pa majčkeno zakomplicira vse skupaj, ne. Zdaj navezanost in ljubezen, ne, kako v bistvu gledaš ti na to? Da ne pride to hitro v neko posesivnost in tako naprej, ne? Ja, tako je. Po eni strani je to dokaj težko področje. Po eni strani smo ljudje družbena, družabna bitja, ne. Saj ne nazadnje smo navezani najprej s popkovino na mamo, ne, se pravi, in potem, ampak hočem reči to, ne, da moramo malo paziti, ne. Danes lahko to hitro uporabimo, ne, se naveličamo, ne vem, bom rekel, partnerja ali pa grem zdaj drugam, pa se ločim, pa spet. In družba se pa že začenja malo obnašati tako, ne, brez kakšnih odgovornosti, ne. Tisto, kar pa je res nenavezano, je ta psihološki vidik, ne, da ti v vezi, v odnosih ostaneš ti kot ti, a ne da potem imamo te bi rekel, ene take povezave, ko en človek popolnoma odvisen rata, ni več ona, ne. Se pravi, po drugi strani pa imamo neko odgovornost, ker zdaj smo sploh videli v času korona krize, kako smo res povezani, kako smo res socialna bitja in kako moramo biti do tega odgovorni. Jaz recimo imam zdaj čisto tako izkušnjo v šoli, a ne, kako so dijaki, no jaz sploh delam z dijaki s posebnimi potrebami, kako so zadnjič čakali, da bi se vsaj en dan prišli v šolo, vsaj en dan, da bi se videli, pa smo se prek Zooma gledali, pa vse, ampak to je res tisto, a ne. Se pravi, tlej zdaj res ne smemo spet to vzeti tako na en tak potrošniški način, a ne, okej, jaz bom nenavezan, grem, zapustim državo, pustim vse, družino, vse, ker to spet ne gre, to pa smo ljudje, imamo tudi neke odgovornosti, ne, ampak paziti pa moramo to, a ne. Kaj je že Andrej rekel, a ne, da ne padamo v take, bi rekel, odvisne odnose, no, tako bi nekako rekel, ne, ampak ta neka odgovornost pa je in tudi smo družbena bitja in zdaj smo res poznali, da smo, no, res. In še nas to čaka, kot seveda smo ravno kar zvedali, dobro, ne. Andrej, budisti, ne, oni pa celo pravijo, da pravzaprav nič ni našega, da je vse na izposojo, ne. Kako bi pa dejansko svet izgledal, če bi vsi živeli po teh načelih? Jaz verjamem, da ne bi bilo nič kaj fejst hudo narobe, če bi tako živeli. S tem, da tudi ne smemo nikoli misliti, da bojo kdaj tako živeli, ker ta svet ima neko drugo funkcijo. Zato verjamem, da je dobro s primerom sam probati kazati, da je vse, kar dobiš. Tukaj je recimo Rok omenil, da nenavezanost v najnižji zavesti se smatra, da si hladen, nezainteresiran, da zavračaš recimo, ne, vse, kar dobiš, ali pa da si nepraktičen. V zelo visokem nivoju zavesti se pa smatra biti nenavezan, da je vse, kar imaš, lahko si milijarder, lahko si milijonar, ker budisti recimo večinoma smatrajo stvari, da nekako zelo minimalistično, ne rabijo veliko sveta okrog sebe. Hkrati pa verjamem tudi to, da je dobrodošlo, odnosi vedno dobrodošli en z drugimi. Hkrati pa ne bi smeli nikoli dovoliti tega, da ali mi postanemo nekomu vedno vir vse sreče, ker takrat začneš hitro prezirati ali ti njega ali on tebe, ali pride do drugih paradoksov, da se hitro naveličaš nečesa. Zato verjamem, da je tudi naša naloga, kar recimo razne filozofije lepo poudarijo, da se ne bi smel nikoli navezati na nič, kar ti bo kjerkoli odvzeto, na nezdrav način, ker boš na račun tega fejst trpel. Imel sem izkušnjo s podobnim sam, ker mi je bil šport vir sreče v mladih letih in je vse kazal, da bom ostal športnik poklicen, ampak mi je začelo zdravje nagajati in nekako je bilo treba plane obrniti. Pa nekje leto, dve rabiš fejst, da prideš k sebi, če si imel absoluten cilj narobe zastavljen. Potem v odnosih avtomatsko velikrat ženska moškega smatra za vir sreče on njo in en drugem krade tam ves ta čas in ne pridete nikamor. Potem tretjo napako velikrat naredijo nekateri, ki otroci postanejo vir vse sreče, kar spet vidiš, vse smo mu dali, ona pa takole zdaj vrača pri 15 letih. Spet imamo kasneje pa razvajanje. Zato verjamem, da je ena važna poanta vedeti, da imamo tri poglede na svet. Eno je to, da je ta svet lažen, da sploh ne obstaja, da ti ne obstajaš, kamera ne obstaja, jaz ni, Roka tudi ni tukaj. Rezultat tega je velikrat nezainteresiranost, hladnost, impersonalnost. Potem druga skrajnost je
se pravi materializem, ki je rezultat njega strah. Strah, da ne bom nečesa dobil, ko nekaj imam službo, se bojiš, da boš to izgubil. Strah je neposredno povezan z navezanostjo. Zakaj recimo pred tablo včasih zmrzneš ali pa pred kamero, doma je bilo vse okej? Ker razmišljaš o rezultatih, kaj si bo narod mislil, kaj pa če se kaj zmotim. Zato je zelo važna poanta, da delamo vse iz dolžnosti preprosto ali pa iz ljubezni, še višji nivo. Tretji pogled na svet, ki pa se meni daleč najbliže, je pa ta, da je vse okrog nas resnično, evo, ne bo zdaj za zmeri, ne takole, kakor je, ampak da narediš vse od sebe, da smatraš, da so stvari posojene, hkrati pa veš, da zadeve imajo svoj rok trajanja. Super, mi seveda bomo tako nazaj. Tanja Glažana bo pa zdaj povedala več o tem, zakaj po Feng Shuiu ni dobro kopičiti odsluženih predmetov. Lovilci prahu in lovilci stare energije. Če imamo mi vso to staro energijo doma, če ne naredimo selekcije, kaj res rabimo in tisto pustimo, to pomeni, da mi živimo v tisti stari energiji. Mi ne moramo zadihati. Kaj pa spomine stran ali kaj? Spomine obdržimo samo tiste, kateri imajo dobro vibracijo. Se pravi, ki vidiš, pa ti res dvigne energijo. Ki ti dvigne energijo, ki ti da moč in zagon za v prihodnost. Ne tisti, ki te vleče za nazaj. Joj, ta šopek sem pa dobila za 40. rojstni dan, pa tiste vrtnice za šase rjave od rozastih ostale. Ampak ne, ker bo pa tak lep bidermajerček, bo pa tam, ne vem, do mojega 87 leta. Ni šans. To pomeni, da ne spoštuješ onih ljudi, ki so ti to dali. Jaz sem jih spoštovala, dokler je ta šopek zdržal. In jaz spoštujem spomin na te ljudi. Meni bo večno ostalo to njihovo dejanje, ker dejanje je izraz energije. To je pa pač samo predmet. In če nas stvari držijo, mi nismo svobodni. Nacionalizem, ideologija, pa komercializacija, ljubosumje, vse to v bistvu, a je izraz navezanosti, torej Rok? Ja, recimo, če začnem z nacionalizmom, to je res ideja, smo navezani na idejo naroda v bistvu. Vsej vemo, da ne bi zdaj v to preveč zašli, ampak in potem se s tem poistovetimo in začnemo verjeti in potem imamo voditelje, mnenjske, pa politične, in jim na nek način predamo to odgovornost in to je zagotovo narobe, ker tisto, kar bi mogli razmišljati zdaj, ker smo se v tem času, kar je nek pozitiven vidik globalizacije o človeštvu kot celoti in tudi odgovornosti do človeštva. Zato je tudi druga plat kopičenja, seveda tudi to, da drugje to zmanjka. Saj vemo mi, koliko dobrin nakopičimo, koliko virov porabimo, koliko vsega in potem seveda imamo to drugo plat te medalje, to je pa res absolutna revščina in ljudi pa pol zavedamo z raznimi nacionalizmi, s potrošništvom in na nek način smo v času teh medijev, ko vse lahko vemo, smo ignorantski, brezbrižni do resnično trpljenja sveta. In v tem smislu bom še izpostavil nekaj, s čemer se tudi malo bolj ukvarjam, se moramo naučiti tudi deliti. To bi pa rekel, da je tista druga plat, ne kopičati, ampak vsega imamo dovolj. Ampak, če delimo, imajo pa vsi dovolj. Ampak, a si lahko predstavljamo, da imamo en avto, pa pač ga kar vsi uporabljamo? V osnovi se to da, ampak spet je treba ločiti. Eni mogoče avto res rabijo, ker vsak dan naredijo 30 km in ne gre drugače. Vemo pa, da v mestih, sploh teh modernejših, eni so avto začeli prodati, ker ga preprosto ne rabijo. Lahko si ga sposodiš, car sharing, kolesa, dobre povezave. V osnovi bi se lahko znebili ogromno stvari. In ta delitev je ravno to, s tem tudi mi pokažemo neko odgovornost in tudi nenavezanost. Se pravi, to ni samo moj avto. Danes veste, da če boš enemu vprašal dober avto, te bo, mislim, te lahko... Konc sveta? Ja. V resnici pa je tudi ta plat pomembna. Se pravi, mi lahko damo, souporabljamo in imamo veliko bolj prazna stanovanja. Recimo jaz večkrat povem ta primer, jaz v bloku živim in sem si kupil vrtalko, tako malo za... In to porabim enkrat na 5 let. Se pravi, tam stoji, to bi se vse dali, imate knjižnice, stvari, vse naprej. Skratka, to je tisto, kar mi resnici lahko naredimo v lokalni skupnosti, pa tudi širše. To bi mogoče še ta koncept omenil delitve. Tudi zelo dober vidik. Andrej, zdaj pa ljudje zelo radi zapravljamo. V bistvu na ta način, neko praznino mogoče v sebi zapolnjujemo. Se skregamo s prijateljem ali pa s prijateljco, kakorkoli. Ja, gremo v shopping, pa se tako fajn počutimo, ko si nekaj kupimo. Zakaj? Doktor Ruzov piše o tem, da je pretirano trošenje dejansko skrita potreba po dajanju.
večjem, da želimo več dajati. In dajanje dejansko je tudi najboljši trening za nenavezanost. Dan smo zato tukaj navezani, ker stare kulture so imele še vsaj nekje 10%, 20% so dali od sebe, še feudalizem imel en delež tlake za oddelati. In zato verjamem, da je v prvi fazi tudi nacionalizem v veliki meri glavni rezultat neznanja na vseh področjih, ker vse stare kulture učijo, da smo vsi mi del iste familije, eni imamo tak telesa taka, ni drugačna. In tudi, če bi to razumeli ljudje, ne bi bilo nobenih ja, pa sem Slovenc, pa Hrvat, pa ženska, moški celo. Ne? In verjamem, da je res važno to, da človek, tako kar je Rok omenil, da začnemo čim več dajati na elegant način. Hkrati seveda vsak ima določene svoje potrebe, eden rabi več, eden rabi manj, tudi tukaj ne bi smeli umetno probati nekih mej, ne, brisati. No, pa že naše telo pokaže, če smo nezdravo navezani na karkoli. En prijem v medicini alternativni se imenuje opiče roke. Sam sem šel na masažo pred parimi leti k enemu gospodu in je rekel, nič imam točno za tvoj tip telesa, nekaj ti še za pokazati. In me tak prime z obema rokama okrog zapestja, pa tak fest močno roko stisne gor dol. In v hipu, ko to naredi, meni začne tak delati s telesom, nekontrolirano. Roke, ne krčiti, noge v delčku sekunde. Pa ga tako malo prestrašeno vprašam, ne, kaj je to, bom takle ostal celo življenje. Pa se on sam tako sklonil do mene, pa reče, veš, prijatelj, vse tole, kar ti pa takole dela s telesom, so pa vse tvoje navezanosti na stvari, na vsebine, na mnenje ostalih, na uspeh, neuspeh, na preteklost, na prihodnost. Celo eni so na občutek žrtve navezani. Ja, trpeti, ja, pa sistem tak, absolutno sistem je res čuden, lepo rečeno, ampak verjamem, da je naša naloga, da se opolnomočimo sami sebe, pa vse ostale. Da lahko na en način res začnemo na v lepih barvah funkcionirati. Tako da verjamem, da ja, svet je poln neskončnih priložnosti in na nas je pa, da probamo videti, kje smo se malenkost zapletli in si s pomočjo razmišljanja, literature, družbe in pa prakse odpleteti iz vsega tega. To si tako fajn zdaj lepo, da res, ja, se je malo za zamisliti. Rok, še nekaj me zanima, prej si že večkrat načel, ne, tole svobodo. Navezanost in svoboda. Kako je zdaj s tem? Zdaj, če si navezan, si v bistvu manj svoboden? Jaz mislim, da smo o tem že tudi malo govorili, ne, se pravi, zdaj, če imaš res tudi zdaj v materialnem smislu veliko stvari, ali pa tudi v tem nematerialnem, se pravi, si nakopičeš neko slavo, ugled, vse to so neka bremena, ki te ovirajo, ne, ampak spet seveda moramo ločiti potrebe, pa tako, kar rabimo, ne. V osnovi je vsa ta krama, ki jo imamo, nas na nek način lahko bi bolj rekel ovira, no. In ljudje, recimo kakšni zelo ugledni, so tudi tako navezani na ta ugled, da sploh ne moreš v resnici do njih priti, sploh saj vemo, ne, tudi nakopičeš izobrazbo, izkušnje, vse in potem si nesvoboden. No. Ja, skratka, ne sam ta, bi rekel, materialni vidik, ne, saj za bogate ljudi lahko rečemo, da so vsaj v tem zahodnem svetu veliko bolj nesvobodni, kot marsikdo, ki ima manj, ki s tem lepo zna živeti, ne. Pa še od kulture je seveda spet odvisno, no, ker zato to se strinjam s tabo, ne, da ne pomeni, da moramo vsi enaki ali pa vsi enako skromni, ampak da je to spet od kulture človeka in tako naprej. Ampak tisto, kar je pa res pomembno, še enkrat, no, mogoče v nekem globalnem smislu, pa da ljudem moramo kot družba zagotoviti, da lahko zadovoljijo osnovne potrebe. Se pravi, tisto osnovo pa moramo vsi imeti, ne, hrana, voda, oblačila, stanovanje, izobraževanje, zdravila, pa tako naprej. Ne. Se pravi, tam moramo imeti pa resnično nek posluh, neko odgovornost. Ne. Ker brez tega oni tudi ne morejo biti svobodni, ker če nimaš, si absolutno nesvoboden. Če si lačen, ne moreš razmišljati o ničemer drugem kot o hrani. Če imaš preveč, si spet, ne, se pravi, naučiti se moramo neke, bi rekel... Balans. Ravnotežje v bistvu balansirati vse tako, skupaj, ja, ne? tako, ne, kje je tisto, kar res rabimo in se pravi, tle smo nekje na bi rekel, sredini moramo biti, no, vse to je. Andrej, Jaz bi tukaj pa to dodal, da je preprosto to absolutno, da vsak ne ima to, ko rabi za življenje, to sam tudi vsak ve. Hkrati pa vse, kar imaš, lahko si ekstremno slaven, bogat, vse, kar spada zraven, ampak dej vse to, kar si dobil, uporabi za neko smiselno, više dobro vseh. In se da vse krasno uporabiti ali pa obratno tudi zlorabiti. Tako da. Jaz sploh namreč dodala samo še piko bom na konec dala in seveda upam, da boste kaj ostali, da vam je kaj ostalo v glavi in predvsem, kaj smo rekli, šerati moramo, ne? Čim več šeranja. Tak. Hvala lepa. Hvala, Hvala.